Zgodba, ki jo boste slišali, je zgodba o dečku Erazmu. Z mnogimi drugimi večjimi in manjšimi otroki je živel v sirotišnici in vse skupaj je vezala ena sama velika skrivna želja. Da bo lepega dne prišel nekdo in jih vzel za svojega. Imeti dom, imeti starše, to je bila največja sreča, o kateri so mogle sirote sanjati na tem svetu. In ker v sirotišnico ni bilo nikogar, ki bi si izbral Erazma za svojega, se je ta napotil v svet iskat nekoga, ki bi ga maral. Zjutraj sem zmerom poležal. Lega, fanta. Ja, kaj pa ti tukaj? Dobro jutro. Kaj pa je? Zakaj si se pa tako prestrašil, kaj? Misliš, da otroke jem? Ne vem. Ja, kdo pa si pravzaprav? Kako ti je ime? Erazem. Erazem, tako, Erazem. Si jo popihal z doma, kaj? Ne, z doma ne. No. Nikar ne gled tako preplašeno. Sem ti že rekel, da ne jem otrok. Ali ste jo vi popihali z doma? Popihali? Pa vi? Kaj sem res podoben kakšnemu gospodu, kaj? In če sem jo popihal z doma, seveda, to bo kar držalo. Potepate po svetu? Poslušaj, bodi tako prijazen, pa me nikar ne vikaj. Jaz sem Oskar. Ali si že kdaj slišal za rajskega Oskarja? To sem jaz, potepuhen veseli kraljiček. Kako to, da si veseli kraljiček? Ja, nekdo pač mora biti. Nekdo mora prepevati po svetu in biti veseli kraljiček. Ja, kakšen pa bi bil ta svet, če bi imel vse samo potepuhov, ne? Ampak veš, kaj mislim, da sem na tešče že dovolj govoril, kaj? Čas je, da pride zajtrk na vrsto. Kaj, prosim, si kaj rekel? Nič. No, kot sem že rekel, zajtrček se mi bo pa kar prilegel. Zjutraj imam zmerom imeniten tek. Kakšna sreča, da je danes moja malha tako polno založena. Kruh z maslom in svinino in sveže mleko. Kaj naj si želim boljšega? Teda ti tega najbrž ne maraš, kaj? Vem. Takile fantiči imajo zjutraj rajši kašo z rozinami, kaj? No, za takšen navaden kost kruha svinino in pač gotovo ni. Prosim, če smem prositi, mrle svinine imam zelo rad. No, me veseli. Boš mleko tudi? Prosim, če lahko. Kar brez skrbi. Vse kmetice niso stiskaške. Tale, ki mi je to dala, je prav gotovo slutila, da bom danes naletel nate. Lepša hvala. To je najvkusnejši zajtrk, kar si mi kdaj zaužil. Prosim, me prav veseli, da ti tekne. Poglej se, no. Saj si vas modro okoli nosu. Moraš se malce ogreti. Lepo idi na sonce, lepo idi. Oskar, nikar me ne goni proč. Dovoli mi naj ostanem pri tebi. Jaz bo tudi rad postal rajski potepuh. Ne. Takšni kot si ti še ne smejo na potep. Takšni kot si ti morajo ostati lepo doma pri očetu in materi. Jaz vendar nimam niti očeta, niti matere. Ali smem s teboj ne potep se tako dolgo, dokler bom iskal? Kaj pa iščeš? Nekoga, ki bi me maral. Kaj praviš? Ali so ljudje, ki bi marali fantka z gladkimi lasmi? Ja, kako pa, da so? Prav gotovo jih je nekaj, ki bi marali takega fantiča. Predvsem je važno, da je s Pagljevcem vse v redu. Z menoj je vse v redu. Ja, morda ni ravno celo v redu, če kdo popiha sirotišnice. Poslušaj, dečko, zdaj pa bodi tako prijazen in povej vse od kraja. Odkot si se vzel? Sirotišnice sem, ampak tja se nočem več vrniti. Zakaj pa si pobegnil? Si kakšno zagodal? Ja,
Gospodična Jastreb sem polil z vodo. Kdo pa je to, gospodična Jastreb? To je tista, ki vodi sirotešnico. Aha. Veš, nekega dne nam je teta Olga iz kuhinje povedala, da pride v sirotešnico bogat trgovac z ženo. Izbral naj bi si pa otroka. Aha. Mi smo si vedno želeli, da bi nas imel kdo za svojega. Dom in starši, to je pač največja sreča na svetu. Če pa je tvoj oče celo bogat trgovac, potem... Ja, že razumem. Potem lahko ves dan stojiš v trgovini in ližeš smetanove kolačke. Vidiš, kako dobro me razumeš. No, in sem rekel Gunarju, kako zelo si želim, da bi prav mene izbrala. Kdo pa je spet Gunar? Gunnar je moj prijatelj, moj najboljši prijatelj. Tudi on se mi je samo smejal in mi rekel, ne bodi tako butast. Se veš, da tisti, ki pridejo po otroka v sirotešnico, vselej izberejo le deklico s kodri. Ja, tako. Ti si pa čisto navaden deček z gladkimi lasmi. Ja. Ja. S pegastim nocem. Pa mu nisem hotel verjeti. Naslednje jutro sem si vneto drgnil vrat, obraz in roke z milom in krtačo. Veš, gospodična Jastreb je vedno trdila, da si krušni starši izbirajo le tistega, ki ima temeljito umita ušesa in s krtačo očiščene roke. No, ta tvoja gospodična Jastreb ima pa prav čudne nazore. Ja, tudi Gunnar se je razjezil. Le kaj se toliko trudiš, mi je rekel. Se sem ti povedal, da bodo izbrali deklico. Potem je zagrabil za vrat, me potunkal umivalnik. Si bojezen, kaj? Veš, da prvi hip že, toda na Gunarja se ne moreš dolgo jeziti. To je odličen fant, veš, rad ga imam, vendar sem mu moral vrniti milo za drago. Jasno. Zgrabil sem poln umivalnik vode, da bi polil Gunarja, ta si stisnil čisto k vratom, tedaj so se vrata odprla in voda se je kot dež vlila na gospodično Jastreb, ki si tisti hip prikazala na pragu. Ojej! Ja, bilo je res grozno. Čakala mi je strašna kazen. Ja. Rešiti sta me mogla le trgovac in njegova žena, če bi me izbrala za svojega otroka. Pa me nista. Gunnar je imel prav, izbrala sta deklico. Aha. In zato si jo pobrisal? Ja, upal sem, da pojde tudi Gunnar z menoj, pa ni hotel. Jasno. Njemu se ni bilo treba bati kazni. Saj ni bilo le zaradi palice. Veliki Peter jih je nekoč dobil, pa povedal, da Jastreb ne tepe predivje. Ampak si sem že stare sirotišnice. Poiskat hočem kaj drugega, kjer bom lahko vstal. Razumeš? Ja, menda že. No, važno je, da nisi eden tistih, ki imajo predolge prste. Nisi nič ukradel. Pač. Potem se je pa ne moreš pridružiti. Če kradeš, kadar se potepaš, je po tebi. Uradna oseba te prime prej, preden sploh kaj pofuliš. Ne. Potem te ne maram za svojega tovariša. Dobri stric Oskar. Pusti ti svojega dobrega Oskarja. Kaj pa si pofulil, povej. Pečenec, preden sem zbežal. Nekaj za pocop sem vendar moral vzeti s sabo. Prepečenec. No, prepečenec ne šteje. Lahko vseeno postanem veseli kraljiček. Ja, tako natančno se te stvari ne jemljajo. Me potem lahko vzamem za tovariša. Ja, za nekaj časa. Potem pa bova videla, kako se bova razumela. Prav? Hvala, dobri stric Oskar. Kar se mene tiče, se bom že razumel s teboj. No, potem pa kar pot pod noge. Poiskati morava kakšno kmetijo, veš, ker naj jo bodo gostoljubno sprejeli in nama postregli z južino. Ne veš, Oskar, kako všeč mi je potepanje s tabo. Zdaj šele vidim, kako je lep ta širni svet. Prej sem se že dni prebil v sirotišnici, usipaval krompir in polil koprive za kokoši. Pa ti delovni dišalo, kaj? Ne, preveč res ne. Vidiš, tudi pri meni je tako. Kadar gre za delo, sem z majhnim zadovoljen. Veš, včasih me prime, da bi delal kot nor, včasih pa ne gre. Toda ljudje so si utepli v glavo, da mora človek garati noč in dan. Vidiš, tega ne morem doumeti svojo ubogobučo. To tudi v mojo ubogobučo ni šlo. Toda zato imam pa muziko nad vse rad. Hočeš, da ti eno zagodem, kaj? Prosim.
tati, ni všeč moja pesem, da tako zaostajaš. Pač, zelo mi je všeč, le moje noge so prekratke za tvoj dolgi korak. Tako. Jaz sem pa hitro, da bi čim prej našla tvoje bogate starše. Zdaj se mi prav nič ne mudi, zelo rad se potepam s tabo. To, da bojim se, da sem ti nadležen, bi se me rad znebil Oskar. No, ti bom že povedal, ko se te bom hotel znebiti. Hoče, da se te primem, Oskar. Prosim, le primi se, sicer boš opešal. Nisem še navajen, veš. Verjamem, seveda. Potepuštva se ne moreš priučiti v enem dnevu. Ampak, če boš hotel malo potrpeti z menoj, sem kar malo naučil. Seveda se boš. Le enakomirno moraš prestavljati noge. Sicer pa nama ni treba dirjati, tako da bi hotela do večera priti na konec sveta. Dovolj bo, če ga doseževa jutri, a ne? Hvala, Oskar. Zelo si dober, Oskar. Se ti zdi? No, nažalost niso vsi tvojega mnenja. No, to da rajši mi povej, če znaš kaj pet. Nekaj že znam. Teta Olga iz kuhinje vedno prepevala, pa sem se malo naučil. Vidiš, teta Olga je čisto prav storila, da je prepevala. Zelo prav bo nama prišlo, če bova na kakšni kmetiji skupaj zapela. Če poješ, so ženske radodarnejše, veš? Najbolje bo, da kar poizkusiva malo. Tam dol na ravnem polju stoji en beli grad. Tam dol na ravnem polju stoji en beli grad. Pod gradom pa špancira en zauber fančič mlad. Špancira en zauber fančič mlad. Prav imenitno sva jo urezala, kaj? Imeniten fanci in imenitno poješ. In tudi ta dan je imeniten in sploh je vse imenitno. Juhej! Tudi ti, Oskar, ti od vsega najmenitnejši, veš, rad te imam. Ja, saj. Toda od same ljubezni ne morava živeti. Kaj, ko bi malo sedla in se pokrepčala s kruhki, a? Na, v tem papirju imaš zavit svoj delež, na pa si postrezi. Hvala, Oskar. Poglej, kaj piše na tem papirju. Roparski napad v tovarni. Včeraj sta v tovarni Sando dva zakrinkana moža vdrla v pisarno in z napirjenimi pištolama prisilila blagajnika, da jima je izročil blagajno, ki je vsebovala plače za tekoči teden. Po storjenem dejanju sta roparja brez sledu izginila. Policija preiskuje so pokrajino. Čakaj, pusti to. Takega branja ne poslušam rad. Rajši stopiva na oljni lesenik in se spraviva spat. Stavim, da si zrel za počitek. To pa to, tace me pošteno bolijo. No, nič ne skrbi, bo že minilo, rekel kmet, ko se je zvrnil v jezero. To bova prespala. Erazem se je pogreznil v sladko spanje. Prebudil ga je glas, ki je spraševal po Oskarju. In še preden se je dodobra zdramil in zavedel, kaj se godi, je že zagledal Oskarja, kako ga dva policaja z vozom peljeta po veliki cesti. Erazem se je pošteno razjezil. Le kako more kdo kaj slabega misliti o veselem kraljičku? Pri priči je šel za Oskarjem, čeprav je vedel, da je to zanj sila nevarno. Če bi ga opazil sodnik, bi ga takoj prijel in poslal nazaj v sirotišnico. Pred sodiščem se je splazil pod odprto okno, odkuder je bilo slišati Oskarjev jezni glas. Ja, ali sem res tak kot tista dva zakrinkana moža? Ja, kdo za hudiča pa naj bo še za potepuha v takšni deželi, če nam sodniki sleherno stvar podtaknete? Nikar se ne razborjaj, Oskar. Le to bi radi vedeli, kaj si počel pretekli četrtek. Pretekli četrtek? Jedel sem debeli grah svinino. Ali je bilo to vse? Ja, vse, kaj ti cvrtnjaka mi niso dali. Hočem reči, če je bilo to vse, kar si tisti dan počel. Kako pa naj se tega spomnim? Potepuh se spominja le tega, kar je bil pojedel. Ne znam razločevati dnevov. Le tega se dobro zavedam. V tista dva zakrinkana moža se nisem preoblekel in nisem kradel denarja. Kaj ti svoj živ dan se niti 2 novcev nisem polastil. No, potem ti pač moramo verjeti. Spet si svoboden, rajski Oskar. Svoboden?
Človekova nedolžnost bo najbrž vedno ostala olajševalna okolnost. No, upam vsej. Pa adijo in zdravi ostanite. Na svidenje, Oskar, na svidenje. Oskar, ali me slišiš? O, glej ga, prijateljčka. Ja, odkot si se pa vzel? Tega si pa nisi mislil, kaj? Mislil sem si, da boš sam šel na potep, če bi me vtaknili v luknjo. O, tak pa vendarle nisem. Videl sem, da boš kmalu zunaj, če si vendar nedolžen. Tega še nisi mogel tako natančno vedeti. Hoteli so me dobiti v precep zaradi vloma v tisto tovarno in tisto se je zgodilo pretekli četrtek. Takrat se pa sploh še nisva poznala. Res je, zato te pa zdaj poznam in zato tudi vem, kako je. Pomisli, kako lepo bi bilo, če bi bili tudi sodniki tako bistri. Toda sodniki si mislijo, da so po tepuhi sami malo pridneži. Puštiva zdaj. Preizkušnje so za zdaj za nama. Predlagam, da se najprej malo založiva. Potem pa bova morala kar sedaj imenitno zaigrat in zapet, sicer bova umrla od lakote. Kaj ti tole, poglej, so poslednji kruhki, ki jih imava. Da se je le vse tako srečno izteklo. Tako je. In sodnik je bil pravzaprav kar prijazen, da me je prepeljal sem, a ne? Sam sem že namreč hotel priti sem. To vedno igram po dvoriščih in to mi vrže malce več denarja. Veš, kmetje ti dedo le jest. To da hrana vendarle ni kar tako. Ja, veš, denar mi je pa pravzaprav ravno tako ljub. Denar namreč, kako bi rekel, kar šel bom in pozdravil gospo Hedbergovo. Kdo je to gospa Hedberg? To je najboljša ženska na svetu. Na kupe denarja ima in radodarna je z njim. Vedno je zapojem kakšno pesmico. Zapojem mi, na primer, gozdič je že zelen, ona pa kar v joki mi vselej podari 50. Gozdič je že zelen, znam tudi jaz. No, potem pa kar pojdiva. Razcveten, ptički pod nebom veselo pojo. Ptički pod nebom veselo pojo. Poglej, Oskar, nikogar ni. Vse rebrače so spuščene. Pa ja, ni umrla najna gospa Hedberg. No ja, kar je. Pojdi, greva. Oskar, pravno sramno me že je. Kaj praviš, a bi lahko šel v hišo in poprosil za malce vode? No, kako da ne? No, le steci, kar tu te počakam. A si jo videl? A si videl zanikranža? Pravkar sto cvrle z hiše. Žive duše nisem videl, ampak presneto dolgo si pil in pošteno me je že skrbelo, da se sploh ne boš več vrnil. Vse ti po pravici lahko skrbelo. Ko bi ti le sluti, ko ga sem videl pri gospe Hedbergovi. Kakšna škoda, da nisi pokukal za vogal, da bi si jo ogledal brez skrinke. Ja, koga vendar? Poslušaj, zdaj mi pa že izvoli razvozlati svojo skrivnost s tvojim, ko bi ti vedel in le zakaj si jo nisi ogledal, ne bom postal pametnejši. Oprosti, tudi tako sem razburjen. Tam so bile 3 duri, srednji so bile stekline in skozi nje sem previdno pokukal. Pokukal? Ali ne veš, da to ni spodobno? Vem, tudi zame je bilo kar prav, da sem pokukal. Na naslonjaču sredi sobe sedela stara gospa, videti je bila vsa bleda in na moč prestrašena. Pri pisalni mizi pa sta stala 2 zakrinkana moža. Oho! In?
Eden je držal pištolo uperjeno v staro gospo, drugi pa je brskal po predaljih. Ko je našel verižico, je zadovoljni obraz vtaknil v žep. O, ti lopov! Ja, lepo misli. Gospa Hedberg je jokala in ga rotila, naj pusti v grlico, češ da jo je namenila svoji hčerki. Toda tisti s pištolo se je grozeče približal. Prestrašil sem se. Verjamem, no in potem? Menda sem se v grozi nekoliko premaknil in tedaj sem se zaletel v leseno stojalo, zarepotalo je In naprej? in razbojnik s pištolo je kot blisk planil k vratom in pogledal v vežo. Ko mi sem šel tegnil skočiti za naslonjač, ki je stal v temnem kotu. Izpod svojega skrvliča sem videl dvoje svetlih moških čevelj, ki ste prihajali bliže in bliže. Ojej. Rekel sem si, zdaj bo po meni. Tedaj pa je iz naslonjača blenila mehna črna mucka in se zakadila razbojniku naravnost pod noge. Nič ni Leander, je zdaj zakličil tisti s pištolo. Le neka prekleta mačka divja po veži. Tedaj pa se je oglasila služkinja. Jožeš Marija, je rekla, mislim, da je stari postalo slabo. Kaj naj storim Liv? A vidiš čo čarovnico, vidiš? Takoj sem vedel, da ni nič prida. Ja, bila je zmenjena z razbojnikoma, toda zdaj jo je zaskrbelo. Hotela je pokriti zdravnika, toda razbojnika ji niste dovolila. Prerezala ste telefonsko žico in ukazala, da pred večerom ne sme iz hiše. Potem ste pobrisala pri zadnjih vratih. Ej, kakšna škoda, da jo nisem videl. Kaj naj storiva zdaj? Teden se je dobro začel, je rekel tisti, ki ste ga v ponedeljek obesili. Ja, resnično ne vem, kaj naj storiva. K sodniku morava. Jo, zdaj šele bi me zašil. Mislil bi si, da sem jaz imel svoje prste vmes v tisti svinjariji v tovarni, pa tudi tu pri gospe Hedbergovi. Ali mu ne moreš reči, da si nedolžen? Ja, kaj pa? Misliš, da se mi bo priklonil, če mi bom rekel, da sem nedolžen in me izpustil? Ti še ne veš, fant, kaj se pravi biti potepuh? Ne, k sodniku se ne upam. Kaj pa, če bi šel jaz? Ti? No. Tebe se bo šele razveselil, tebe, če je tisti tvoj jastreb že kaj poizvedoval po tebi. Toda nekaj vendarle morava storiti. Ja, že vem kaj. Piševa lahko. Ali znaš dobro pisati? Nekoliko že. No, potem boš že načečkal nekaj vrstic, kaj ti meni pisanje ne gre ravno izpod rok, veš. Daj, torej piši, tukaj na ta papir. Gospe Hedbergovi, v zeleni vili se je pripetilo nekaj groznega. Naj se zdravnik podviza tja, sodnik pa prav tako. Toda potrebno je pohititi, zato prosi prijatelju vdov in od prekleta služkinja ima takisto svoje prste vmes. Tako, vidiš, dobro je. Zdaj se s tem pisemcem splazi pod sodnikovo okno in mu ga vrzi v sobo. Jaz pa bom med tem na bližnjih dvoriščih malo zaigral in zapel, da bom prislužil nekaj za podzob. Se je menda že zadnji čas, da začneva misliti tudi nase, a ne? Res je,
V mojem želodcu vlada taka prznina, da bi pojedel celega slona. No ja, če je tako hodo, imaš tukaj 2 petici in ko praviš pri sodniku, stopi v trgovino, pa si kupaj nekaj za prvostilo. Najlepša hvala, Oskar. Ti si pač najboljši klatež, kar jih je. Tak sem, kakor večina potepuhov. Včasih dober, včasih slep. Toda zdaj le prsteci in dobro opravi. Oskar, pri priči mora pobegniti, pri priči. Ja, kaj pa je? Ali nama gori pod nogami? Oskar, služkinja je dejala, da si bil ti tisti, ki jo je napadel. Jaz? Slišal sem, kako so se pogovarjali v trgovini. Jaz? Se me niti ne pozna? Se niti ne ve, kako mi je ime? Rekla je, da je na vsem lepem prišel potepuh, da je zagral na harmoniko in da je imel fantiča s seboj in da je potem, ko je igral, prišel v hišo in da je njej in gospe Hedberg grozil s pištolo, potem pa je vzel bistrno v grlico. Ta babnica je prava coprnica. Če bi jo zdaj le dobil v svoje roke, bi vse njene laži tako zatlačil nazaj v njen grešni gobec, da bi na mesto obnemela. Ja, kako pa je gospe Hedberg? Kaj je rekla ona? Mislijo, da umira, nič ne more izpovedati, leži pri miru, kakor da je mrtva, srce ji še komaj utripa, zdravnik je bil že pri njej. To je resnična svinjarija, tako ti povem. Babnica lahko slepo miši, kakor hoče, sodnik pa ji bo ona slepo verjel. Oskar, čim prej se morava izgubiti. Hudiča se bova izgubila. Babnico bom pri sodniku stisnil v kot, potem pa naj si še enkrat drzne reč, da sem bil to jaz. Oskar, sodnik te bo dal zapret. To si bil sam dejal, da sodnik ne verjame potepuhom, že te pa zapre. Ja, res. Nasedel bom, če bom šel k sodniku. Če mu rečem, da sta Lif in Leander z Likovca, se mi bo tako neumno zarežal, da se mi bo začelo kar kovcati. Kar precej jo morava popihati, sicer bo prepozno. Kam pa greva? Nekam, kjer se bova lahko skrila. Pri moji veri takšnega prostora svoj živ dan še nisi videl. Vidiš tisto vas spodaj ob morju, a? Tiste sive hišice na obali misliš? Ja, prav tiste. Lastniki so jih zapustili, veš, in se pred leti izselili v Ameriko. Kaj niso hoteli živeti tu? Ne. Življenje toti mi je bilo prerevno in nadložno, pa so odšli. Kako je grozno, če je človek ubog. Ah, Oskar, kako lepo bi bilo, če bi bila ena teh hišic na en dom in bi bil ti bogat trgovec in... No, bogat trgovec ne bom nikoli, to si kar izbij iz glave. Toda, eno teh hišic si pa lahko vseeno izbereš. Ali lahko izberem, katero hočem? Kar izberi si, meni je prav vseeno. Zbral bom najlepšo. Boš videl, kako lep dom bova imela. Ali ne spiš, Oskar? Kako pa naj spim, ko kar naprej nekaj treska in cvili v tej hiši? Če bi že tako rad spal, moraš tukaj vedeti. Ali ti ni všeč ena hišica? Ne rečem, da je nisi lepo uredil. Polnevi je bila kar čedna. To nočno poropotanje me že nekoliko razburja. Skozi razbita okna tuli veter, stare deske škripljajo, vrata treskajo in razbijajo, da bi človek kar podivjal. Mene je pa strah, Oskar. Kaj pa če straši? Strahovi lahko pridejo in naj vzamejo. No, če boš kakšnega videl, potem mu prosim, izrači moje pozdrave in mu reci, naj čim prej izginil v vodo, sicer bo prišel veseli kraljiček in ga se sekljal na drobne kosce. Tete Olga iz kuhe je nekoč videla psa brez glave in iz vratu mi je švigal ogenj. Tvoja teta Olga iz kuhinje je najbrž prav tako brez glave. Strahov ni. Nekaj jih je. Veš, kaj pravi veliki Peter?
Pravi, da se pojavi sam zlodej in te odnese, če v polnoči stečeš 20krat okoli cerkve. Mislim, da ima zlodej v takem primeru prav. Kdo pa teka v polnoči okoli cerkve? Kdor počenja takšne stvari, mora biti pravi butec in si je prav zares kriv svoje nesreče. No, vidiš, zdaj si mi, jaz sem zaspal. Oskar, strahovi. Slišim jih, kako govorijo. Govorijo? Kdo govori? Strahovi, a jih slišiš? Najbolje bi bilo lifti ob 6 zvečer. Čisto blizu so že. Menim, da se ti sanja. Enkrat ti rečem, da bi bilo... Dobro, imaš pištolo pripravljeno? Ja. Ne, tudi jaz nekaj slišim. Prosim te, Liv, daj si dopovedati. Ne, Oskar, niso strahovi. Ona dva sta Liv in Leander, po glasu ju poznam. Ampak Liv, prosim. Ob 6 zvečer. Poglejno. Kaže, da bom moral prav zares sodniku. Skriva se, brž, za to steno. Jaz sem zato, Liv, da vzameva svoj zaklad in jo popiha. Pusti me, jaz že vem, kaj bom storil. Že, ampak kar se mene tiče, sem prepričan, da je nevarno čakati. Liv, jaz hočem odstopiti. Nikar, prav zdaj ne smeva postati živčna in vsega pokvariti. Prav zdaj, ko sva staro olajšala za ogrlico, bi ne bilo dobro, ko bi jo popihala na vrat na nos, razumeš? To bi postalo sumljivo. Že to razumem, Liv, vse to si mi že 100krat povedal. Ampak vendar bi se rad vzel svoj denar in jo čim prej pobrisal, veš? Storila bova, kakor sem rekel. Po stvari greva v soboto zjutraj in se v miru odpeljeva. Ja. Nobena svinja ne bo mogla priti na bedasto misel za voljo tiste ogrlice ali ropa v tovarni. Pod to desko spraviva najno bogatstvo. Ja. Lepo glej ga. Meni se kar milo stori, ko vidimo vso to krasoto. Ja. Stavim, da je ogrlica vredna svojih 5-6 tisočakov. In vendar bi se je prav rad rešil, Liv. Tisto s tovarno se je splačalo, no, ampak to tukaj s tvojo služkinjo pa ni bilo dosti vredno. No, kar se mene tiče, Liv, se lahko po mili volji družiš s takimi babnicami, ampak kopčije s takimi ženskami so pravi samomor, Liv. Si živčen? Živčen. Ni mi ravno prijetno pri duši. Kaj bo, če stara spregovori, Ta ne bo nikoli več govorila. Dovolj je že živela. Ja, če sem dejal. No, kaj, če začne pripovedovati, kako se je zgodilo in če sodnik punco malce bolj potipa zaradi klateža, V 5 minutah bo vse iztisnil iz nje in v nadaljnih 5 minutah sva na kahli, dragi moj. Zdaj pa konec. Ves dan že govoriš iste traparije. Rajši poglej, kako lepo skrivališče sva si našla za svoj zaklad. To je bolje, kakor da bi ga zakopala v gozdu. Lahko ga je najti in kljub temu leži na kraju, kamor živa duša ne pride. Ja, samo da mi pred soboto ne boš sam odšel od tot. Kaj? Morda nimaš zaupanja vame? Kaj nimaš zaupanja vame? Je rekla lisica in odgriznila glavo kokoši. Seveda ga imam. Prav toliko zaupam vate, kakor ti vame, veš? No, tako, zdaj lahko greva. Da, poljiva. Oskar, ali ni grozno? Kakšna sreča, da naju niste opazila. Za naju je pač sreča, za njo pa ne bi rekel. Pridi, malce si bova ugledala tisto njuno varno skrivališče. Presneto me ima, da bi videl njuno bogatstvo. Poglej, tukaj je, pod to desko. Ga že imam. Ja, da toliko denarja. Nikoli si nisem mislil, da je toliko denarja na svetu. In tu je ogrlica. Pomisli, če bi dobila gospa Hedberg svojo ogrlico nazaj. Jutri greva z denarjem v sodniku, z ogrlico pa gospe Hedberg. Kaj k sodniku? Ne, tega ne bova storila. Saj veš, kako je rekla stara in modra ženska,
Vsako stvar je treba začeti z vijačo in je začela s prsti na nogi loviti uši. Kaj pa naj storiva? Ja, v ta osir ne bom več vtikal svojega nosu. Ne maram nobenih goljufivih deklet in nekakih vprašanj, kaj si pa delal pretekli četrtek, Oskar. Ne maram hrupa in diredaja, ne. Vso to kramo bova zakopala nekje na drugem mestu, potem pa znova napisala pismo sodniku. Prosim, pridite si po denar, sicer boste oben. Potem bova pa midva izginila. Odšla bova znova na veliko cesto in vse prepustila sodniku. Plačan je za to, jaz pa nisem njegov pomagač. Primi na hrbtnik, da bom zmetal vso to kramo van. Razum, ali naj ti obesim ogrlico okrog vratu? Kaj praviš? Enkrat v življenju si res lahko čeden. Tak si kakor kralj v vsem svojem sijaju. Samo malce bolj pega si. Ja, in gladke lase imam. Za vraga pipo sem pozabil. Oskar, slišiš? Vračate se. Hitro, pripričal tot, takoj na podstrešje. Mislim, da sem jo pozabil na ogenski polici. Ampak, Liv, da se ti le ljubi vračati zaradi te bedaste piče. Če kaj hočeš, ljubila se mi je pač, težko bi jo pogrešal. Liv. Ja! Leander! Glej, kaj pa je to? Naj zaklat izginil. Zaklat okradli smo jo, Liv, lopovi. Liv, priči za njimi, ne morajo biti daleč, Liv. Stoj! Najprej poglejva po hiši. Morda je kdo na podstrešju. Razbojnik Tatinski! Ne gani se, sicer streljam. Steci razem, steci, beži kolikor moraš, steci! In Razum je stekel. Zbežal je čez podstrešje do okenca in se pognal skozen. Vedel je, da dolgo ne bo mogel zdržati. Za seboj je že čutil Lifove korake. Zdaj ga bo dohitel. Razum je zbežal ob morju po brvi do čolnarne in razbojnik za njim. Tedaj pa glasen pljusk in že je razbojnik čofotal v slani vodi. Razum ni imel časa za smeh. Liv je pričofotal iz vode in Razum se je znova pognal v beg in ko je zagledal odprto klet, je planil vanjo. Brž ko je Liv kot iz uma planil skozi vrata, je deček kot podlasica švignil na prosto in zaloputnil vrata za sabo. Zapah se je zaskočil, razbojnik je bil ujet. Zdaj je Razuma pri priči prijelo koprnenje po Oskarju. V diru se je vrnil do njune hiše in prisluhnil pod oknom. Kar ustreli. Potepuh več ali manj na svetu, to pač ni taka stvar. Verjemi mi, da me kar prsti srbijo. Vedi, da te samo zato ne bom upihnil, ker nočem razžalostiti sodišča. Sodnik bi te namreč silno rad dobil v roke, veš? Kako je mogoče, da živijo na svetu take svinje? Kaj pa, če bom jaz začel pripovedovati sodniku, kakšna malopridneža sta vidva? Ja. Kar daj, le poskusi, no. Saj ti nihče ne bo verjel. Poskusil bom vendarle, če bom le imel priložnost za to. No, če si pa res tak cepec, ti bom na zadnje dal okusiti košček smodnika. Ali jo vidiš, pištolo? Samo sprožim, pa je po tebi. Ti ga posprožim, naj ti prisluhi razbojnik! Dobro si ga mahnil, Razum. Pištolo mu je kar v loku odnese z roke. Čakaj, zdaj bom pa še jaz obračunal z njim. Ti si pa brž poberil to, Razum. Oskar, če tekšem, le pištolo poberem, da mu znova ne bo prišla v roke. Pridi, Razum. Zdaj jo morava brž popihati. Kaj je z
Leandrom. Leander, poglej ga, je majčkano zadremal ob štedilniku. Ti, kje je pa Liv? Zaprl sem ga v klet za krompir. Kaj, v klet za krompir si ga zaprl? Poglej ga, no, ti si pa kralj velikanov. Saj se sploh nič ne bojiš. Pač, strašno se bojim. Liv pa zdaj zunaj. Vrata v klet so čisto trhla. Kje imaš pa pištolo? Moj, da sem je vrgel. Si hud? O, pojdi, no, kaj bom hud. Prav se zgodi, kar se zgodi, je rekel možakar, ki mu je opeka padla na glavo. Poslušaj, zato pa je najbolje, da vzameva pot pod noge in da čim prej izgineva. Tudi Oskar, jaz prav nič več ne morem. Zdaj bi lahko samo še zaspal. Erazem je zaspal. Prebudil se je v sobici, ki je še nikoli ni bil videl. Malo stran pred ogniščem sta sedela Oskar, srebal je kavo, in majhna belolasa gospa s progastim predpasnikom. Ko je zagledala, da se je Erazem prebudil, je tudi njemu nalila kave. Naše ti požirek kave in rezino kruha. Moral bo še veliko pojesti, preden bo iz tebe možakar. To je že pravi možakar, vam rečem. Kralj velikanov, nič več in nič manj, babica. Kljub temu bo potreboval še nekaj kruha. Na, sine, le vzemi in jej. Hvala, babica. Ajde, ja, babica je ljubezniva s potepuhi, vidiš. Ampak najprej, babica, k sodniku, ja. Bilo bi dobro, ko bi čim prej odšla s pismom k njemu. Že, ampak govorila pa ne bom z njim. Samo pismo mu bom dala in odšla. Veš, sicer me bo znova začel nagovarjati, ne odidem v božnico, jaz pa ne grem, ne. Nobene besede mu ne boš rekla. Če bo pismo dobil, bo stvar urejena. Vsaj upat moramo. Ja, ne bi šla rada k sodniku, pa bom vseeno šla, veš, ker si revež, Oskar, veš. Prav, babica, le usmiljena bodi z reveži. No, kar brz se odpravi na pot, da boš čim prej opravila. Saj že grem. Le po ruto še stopim, po ruto. Hej, dečko, kako pa je s tabo, si že kaj pomogel? Hvala, Oskar. Meni kar minitno. Še celo kavo sem dobil v posteljo. No, potem si mene že toliko premoči, da boš lahko prebral tole pisanje. Napisal sem ga bil za sodnika, medtem ko si ti ležal in spal. Si to je cel roman. Ali ga smem prebrati? Daj, če bo šlo. V začetku pisanja vam moram reči, jaz sem nedolžen kakor novorojenček. Jaz tiste svinarije nisem počel, pa amen, in gospod sodnik mi morajo verjeti. Pač pa sta jo ušpičili v fini barabi, prav ona dva imata prste vmes in pišeta se Liv in Leander. Verižica je pri meni in denar tudi, ampak veste, toliko fičnikov še nikoli nisem videl. Kar poglejte na list zraven, kjer sem jih zakopal, gospod sodnik jih lahko najde, da ne bodo šli v zgubo. Tale babica bo prinesla pismo, jaz si ga ne upam, potepuhom ne verjamete, zato pa grem kar spet na cesto, ker hočem biti prost kot ptiček, ko sem nedolžen. Prejmite pozdrave od rajskega Oskarja, ampak služkinja mora pri priči proč od gospe Hedberg, če je še živa. No, kaj praviš na to? Dobro si napisal, toda kje si zakopal denar? Na skrivnem mestu. Nikar me prosim ne sprašuj, kje. V to storil te nočem več mešati, razen če bo potrebno. Sodniku pa sem seveda napisal na tale zmazek. Priložil ga bom pismo. Srečen bom, ko ga bo babica končno odnesla.
Dolgo ji ni nazaj, se ti ne zdi, Oskar? Takšne slabotne babice, veš, niso kaj prida pismonoše. Prav zato morava počakati, da se vrne. Nikoli ne moreš vedeti, kaj lahko pride na um. No, meni tole čakajne kar prijetno. Po včerajšnji beganju smo mi prileže malo ležati na soncu in počivati. Ja, nikar ne hvali dneva pred nočjo. Kdo ve, kaj vse naj še čaka. Sicer pa poglej, babica se vrača. Kmalu bova izvedela, kako je opravila. Videti je prav zadovoljna, poglej. Sodnika ni bilo doma. Odšel je uradno, ker nekoga lovi. Taka reč pa lahko dolgo traja. Za tega del nisem mogla čakati. Ja. Toda pismo si menda vendarle oddala, kaj ne? Če ne sodniku, pa vsaj komu od policajev. Pismo? Ja, pismo. Ja, kakšno pismo? To pismo. Ja, tatana. Tega sem pa menda pozabila. Pri Fizakovi sem pila kavo, pa sem se malo zaklepetala. Ješ, gotovo sem ga tam pustila. Ali je bilo kaj važnega? Pismo. Ješ, pismo. Nič hudega. Pismo sem pa pozabila. No, nič hudega, babica. Nič važnega ni bilo. Nič. To pismo, moja glava, neumna. Kaj bo pa zdaj? Ja. Nič drugega name ne kaže, kot da stopiva v mesto k Izakovi po izgubljeno pismo. No, vse zadnje sem ga napisal svojo srčno krvjo. 2 takšnih romanov ne bi mogel napisati v enem dnevu. Ali res morava, ali ni prenevarno? Nevarno ali ne morava in konec. Junaško na pot, da bo čim prej za nama. Hopla! Tako je. Le junaško na pot. Toda z menoj naravnost na stražnico. Zdaj pa še ta. Prav, pa na stražnico, če že ne gre drugače. Kolikokrat naj ti še rečem, sodnikom hočem govoriti. Pri priči hočem govoriti sodnikom. Sodnik je odpotoval na praznovanje. Šele jutri zjutraj se vrne v službo. Ta je pa dobra, na praznovanje. Jaz pa stojim tu nedolžen kot novorojenček. To smo že slišali. Tako lažeš, da sam sebi verjameš. Toda tokrat ti bo spodrsnilo. In prav je tako. Ljudje tvoje vrste ne zaslužijo svobode. Ali lahko rečem, da si bedak? Ali pa se to kaznuje? To kaznujemo kakor pribito. Kaj, ko bi se malce pomiril? Rad bi zvedel za tvoje popolno ime. Oskar, kako se pa ti pišeš? To ne spada k stvari. Kako se pišeš dalje, Oskar? To ne spada k stvari. Kar mirno mi reci, Oskar. Zato ne boš kaznovan. Tvoje vedenje mi ni prav nič všeč. Izberi si, prosim, primernejšega. Prijazno ti rečem, da greš lahko hudičev. Ti pa vljukno in to pri priči. Jutri ti bo pa sodnik razložil, zakaj. Oskar, nikar si ne kregaj. No, pobič, kaj bomo pa s tabo naredili? Ti si bržko ne tisti, ki je pobegnil iz sirotišnice. Kar nazaj te bomo poslali. In to takoj. Ne, v sirotišnico nočem, rajče spet popričam. Ne, pa ga je odneslo. Kar beži, tiček, kar beži. Saj ne boš prišel daleč. Mi že še priletiš v roke. Glej ga, tička, kako nama je priletel v roke, kot po naročilu. Saj menda dovoliš, da z Leandrom malce pokramljava s tem. Da, in glej, da boš brž odgovarjal, sicer bo po tebi. Zdaj ne bova imela več nobenega usmiljenja s teboj. Dovolj si nama jih že zagodil. No, povej, kje je tvoj pajdaš, tisti potepuh. Oskarja je prijela policija. Če so ga začopatili, potem je stvar jasna, Liv. Liv, pri priči morava izginiti. No, odgovarjaj, urno, fant. Ali je imel Oskar denar pri sebi, ko so ga prijeli?
No, kaj je počel z denarjem? Govori, še ne? Skril ga je na neznanem kraju, da to ne vem, kje je. Liv, zdaj nama gori pod nogama, Liv, beživa, prosim. Tiho, Leander, zdaj jaz govorim. Si bil zraven, ko je sodnik zaslišal Oskarja? Saj ni bil zaslišan. Sodnik nekje ves dan praznuje. Saj res, 50. rojstni dan gospi Roze. Ves popoldan bo v gostilni, jutri bo pa že prepozno. Leander, že vem, kaj naj reši. Poslušaj, fantič, kaj bi rekel, če bi ti Oskarja snela z limanic, kaj? Lepo bi bilo, ko bi ga mogla spraviti ven. Storila bova tako. Pa dobro napni ušesa, vse, kar boš slišal, boš poročal Oskarju. Tega ne morem, saj ne morem do njega. Lahko me primajo in pošljo nazaj v sirotišnico. Ko se bo drevi stemnilo, se bo splazil k ječi. Nihče te ne bo zapazil, saj ječe ne stražijo. Porečeš mu torej, da bova prišla po noči in ga osvobodila. Toda samo z enim pogojem, slišiš? Ja, zdaj prihaja najvažnejša. Denar nama mora vrniti. Razumeš? Kaj pa, če Oskar ne privolil to? Dobil bo grlico za plačilo. Priznati bo moral, da sva bila spodobna. Če vseeno ne bo hotel. Ne bova ga spraševala, če hoče ali ne. Eno pištolo sta nama res pofulila. Toda druga nama je še ostala. In tisto drugo bom nocoj vzel seboj in jo bom uporabil, če bo treba. Ja, tako. Zdaj veš, pozdravi ga in mu povej vse to. Oskar, ljubi Oskar, dober Oskar, poslušaj me vendar. Moraš pustiti, da te rešita, sicer ne bom imel nikogar, da bi potoval z njim. Že, to je že res. To da razumeti moraš, da se vendar ne morava povezati s tatinsko drhaljo. Ojoj, ta preklicani sodnik. Kako je li mogel prav danes na praznovanje rojstnega dne? Govorit hočem z njim pri priči, pa čeprav bom vso barako preobrnil. Hej, sodnik, hej, stražnik, ali me slišite, ne pridi pravi? Hej, vse vam bom povedal, tudi pri priči. Oskar, nikar, lepo te prosim, molči. Molči te prosim, izbeži, se ne moraš nič pomagati. Hej, zaprajot. No, poglej, nikogar ni. Pa nič, če nočete. Samo v sebi si pripišite, če vam bom res pobegnil. Zapralot. No prav je razum. Pa pojdiva. Končno. Zdaj pa li urno na pot in nobenega obatavljala več, sicer saj veste, kaj vaju čaka. No, da sta mi le tukaj sladka možica. Bal sem se že, da sem vaju spotoma zgubil. Plažita se kot dve črni senci. Nič ne skrbi za naju. Naju ni mogoče kar tako izgubiti. Toda zdaj nikar več ne klepetaj. Izgrebi zaklad in sicer takoj. Dovolj dolgo naju že vlečeš. Ne bi rad uporabil pištole. Saj tudi ni treba. Nimam rad pokanja. Dajta hipec počakajta, da se malo domislim, ki je... Le kam sem ga spravil. Nekje pod tem kamenjem, veste, je zakopano. Nikar ne misli, da se bomo šli iskati zakladov. Kar odkriro potijo, mudi se, razumeš? Mudi, butec, butasti. Sodnik je vsega kriv. Razem, ti si priča, da sem storil vse, kar je bilo v moji moči. Seveda, Oskar. Ja, veste, tukaj je bilo... Tukaj je, vidite, Nata, to imata svoje grešne fičnike. Preštejte jih, mrhovinarja. Hopa. Da z ogrlita se nikar ne mučite, a rekli smo, da je bom prevzel jaz? Da, tako je bilo rečeno. Seveda. Vendar sem si premislil. Pri priči mu dajo v grlico norec.
Ali res ne razumeš, da mu le tako lahko zamašiva usta in da postane najim pravi pomagač? Kaj si rekel, pomagač? Ne bodi no smešen. Dokler bom živel, ne bom postal vajen pomagač. Verižico hoče imeti za to, da jo bom vrnil gospe Herbert. A si slišal, Leander, kaj je rekel? Dokler bo živel, a? Dokler bo živel. Ja, to da poznava sredstvo, s katerim ti bova zares zamašilo usta za zmerom. Ali jo vidiš? Pištolo? Ne streljaj! Si mrtev, Oskar? Ne vem. Nisem mrtev. Kako pa, da nisi? Saj nisem streljal nate. Gospod sodnik! Da, jaz sem in to ravno pravi čas. Stražnika, primita lopova in jima nadenita lisice. Joj, gospod sodnik, presegam, da sem nedolžen. Vem, da si nedolžen. Fija Izakova mi je izročila tvoje pismo in iz njega sem izvedel vse. Fija Izakova zasluži odlikovanje. Tudi ti ga zaslužiš, Oskar. Bil sem resnično krivičen in neumen, ko sem verjel služkinji gospe Hedberg. Rad priznam svojo krivdo. No, prav. Tudi tako lahko vidim, je rekla stara ženska in prevrnila svetiško. Človeku je kar prav, da se je na vse zadnje vse tako dobro izteklo. Leto mi še povejte, gospod sodnik, ali bo gospa Hedberg še ozdravela? Upam, da bo. In ogrlica ji bo gotovo tudi pripomogla k zdravju. Tako je torej vse dobro. Znova sem prost in lahko odidem, kamor me je volja. Seveda, Oskar, prost. Samo tale mali spretni fantiči sirotišnice. Toda Erazem ni čakal, da bi sodnik svojo misel povedal do konca. Spustil se je v tek, kot da mu gre za življenje. Šele takrat, ko je zaslišal za seboj Oskarjeve zasople klice, se je ustavil, ga počakal in spet sta odšla skupaj na pot. Erazem je bil srečen. Ves ljubi dan sta pešačila in končno sta se ustavila na majhnem sončnem travniku z mehko travo in z mnogim cvetjem. Če bi bil jaz, na primer, vol ali pa tele, bi hotel ostati kar na tem travniku in ne bi šel nikamor več. Pravzaprav je res čudno, a ne, da ne moremo stati mirno na enem in istem kraju. Saj je vendar skoraj povsod enako. Trava in cvetje in drevje in nebo in gozd in sonce in mesec in hiše. Ja, res je smešno, da ne moremo stati nekje in se pomiriti. Ko je pa tako prijetno hoditi, saj poleti. Pozimi pa je gotovo lepče, če lahko živiš v hiši. Ja. Pozimi ti razpokajo nohti na nogah. Takrat je res prijetneje živeti v hiši. Sploh pa ti se ne boš smel več potepati, veš. Takšni, kot si ti, res še niso za potep. In če te bom še dolgo vlačil s seboj, bom imel še sitnost zaradi tebe. Saj bi mi bil sodnik že skoraj zaprl zaradi ugrabitve otroka. Oskar, prosim, le malo še potrpi z mano. Se bi morda kmalu našel nekoga, ki bi me maral. Poglej, kmet Nilsson se pelje. Ta ima trdno, veš, in bogato kmetijo. Ga poznaš? Poznam. Le lepo ga pozdravi, ko prišel. Dobar dan želim. Dobar dan, dečko. Kaj pa ti tukaj? Ja, poglej, saj tudi Oskar tu. Dobar dan. Da si nas spet malce obiskal, kaj? No, saj bil tudi že zadnji čas. Kaj pa, pogledat sem vas prišel. Dobro. Ali lahko presedeva? Če ni hujšega, kar stopite na voz. Tako. No, ja. Kje si pa pobral tega fantiča, Oskar? Ja,
Na veliki cesti sem ga pobral, zdaj se pa kar z mano potepa po svetu. Aha, kaj nima staršev, da bi pazili na? Ne, nima jih. Revež, veš. Če vam smem povedati čisto resnico, potem vam lahko zaupam, da sem jo popihal sirotišnice. Zdaj bi rad našel nekoga, ki bi me hotel obdržati. Tako. No ja, sem si kar mislil, da si ti tisti fantič iz sirotišnice, o katerem je včeraj pisala v časniku. Ja, zakaj si jo pa popihal? Nisem več maral biti v sirotišnici. Tako. Ne, ja. No, zdaj smo pa doma. Hočete z menoj v hišo, da malce prikriznemo? Razen bi šla? Seveda, prosim. No ja, potem pa kar z mano. Žena, 2 gosta sem ti pripeljal, da ima boš malo postregla. Bom, zakaj pa ne? Če le marate za krvavice in kislo zelje. O, prosim. Pač, le, dober dan. Dober dan, Oskar. Torej, se v sirotišnici nisi dobro počutil? Kako pa je pravzaprav v sirotišnici? Nekajkratov sva se že pogovarjala o tem, da bi se odpeljala tja in si izbrala otroka, pa ni bilo nikoli nič iz tega. Ja. Preteklo zimo sva hotela znova tja, pa me je začelo nenadoma močno trgati v roki. Vsele je tako težko izpeljati kakšno stvar. Vi bi gotovo hoteli deklico. Ne, v mislih sva imela dečka. Kmetijo imava in če ne bova dobila otrok, ne bova imela nikogar, ki bi lahko s časoma prevzel posestvo. V mislih sva imela dečka. Kodrastega. Kako pa si prišel na to? Prav res sem si ga zamišljala skodri. Ja, razumem. Na lase pa res ne smeta gledati. Če bi bil na vajnem mestu, bi si pri priči izbral Erasma. Če je njemu seveda do tega, a ne, kaj praviš? Ali bi hotel? Si za to? Ja. Najbolje bi bilo, ko bi za nekaj dni ostal kar pri naju. Potem pa bomo že videli, če se bomo zlagali. To je pač stvar, ki jo je treba najprej poskusiti, ne? Jaz sem že za to. Boljšega fanta ne bosta našla nikoli več, verjemita. Prepričana sem, da te bom imela rada. Oskar. Kaj? Oskar, saj ti je prav, da ostanem tukaj. Seveda, povsem razumljivo, da boš ostal. Boljšega prostora ne boš našel nikjer. Zdaj boš lahko hitreje hodil, ko mene ne bo s teboj. Več kilometrov boš lahko prehodil na dan. Ni dvoma, da je bom lahko. Toda kilometri so si tako podobni drug drugemu, da je naposled človeku vseeno, kako daleč pride, a ne? Upam samo, da zdaj ne boš imel več opravkov s tatovi, ko mene ne bo več zraven. No tako na gosto pa svet spet ni posejan s tatovi. Bom že poskrbel, da se jih bom rešil. Ko boš na cel legel spat, bo že sam. Ja, res je. Sam bom. Za starega Oskarja to ne bo ravno lahko. Vendar mi bo prijetno, če bom vedel, da boš nocoj in vse ostale noči svojega življenja spal v prijetni kamrici in da ne boš nič več zlega doživel na potepu. Oskar, kaj pa če se ne bomo videli nikoli več? Jasno, da se bova videla, seveda. Nekega lepega večera boš sedel z očetom in materjo v kuhinji in vstopil bo veseli kraljiček in vprašal: oprostite, ali smem to noč prenočiti na senu? Ti boš pa rekel: kako pa, da smeš, Oskar? Kako zabavno bo to, a ne? Sicer pa ti obljubim, da se bova večkrat videla. Ali res, Oskar? Kako pak, kar nič ne skrbi. Toda zdaj moraš spat. Predvsej ti bom pokazala tvojo kamrico. No, Erasm, potem se pa kar posloviva in si reciva nasvidenje. Nocoj bom spal na senu, veš,
Jutri zjutraj pa bom rano odšel na pot. Hvaležen sem ti, Oskar, da sem se smel potepati s teboj. In zahvaljujem se ti, da si bil dober z menoj. Ja, tudi jaz se ti zahvaljujem. Moram reči, da si bil imeniten dečko z gladkimi lasmi. To je tudi moje prvo jutro doma. To sta sta moj oče in moja mati. To je moja lepa, bogata domačija in to je moj novi dom. To je res čudno. Izpolnilo se je vse, o čemer sem vedno sanjal. Pa kljub temu nisem vesel. Nekaj mi stiska srce, da bi najrajši umrl. Oh, Oskarja nimam več. Oskarja, zdaj je sam brez mene. Lej, to je pa nekam žalosten jutranji pozdrav. Oskar, ljubi Oskar, si še tukaj, še nisi odšel, pri tebi hočem ostati, moraš me vzeti s seboj. Oskar, ljubi Oskar. Tako. No, poglej, Erasm. Poglej, na kako imenitni kmetiji boš živel in imenitne starše boš imel. Ne, jaz hočem s teboj, ali ne bi mogel biti ti moj oče? Kaj jaz? Da bi imel potepuha za očeta? Beži. To bi ne bilo ničemur podobno. Takšnega potepuha že, kakor si ti. Ali nisi ves čas govoril, da bi rad imel starše, ki bi bili prikupni in bogati? Meni si ti dovolj prikupen. Ja, pojdi no. Prikupen sem kakor nevesta in bogat tudi, kaj ne? Sodnik mi je dal 10 kron. Beži. Kadar človek na potepu ne potrebuje veliko denarja, kljub vsemu bi rad s teboj. Dobri, mili moj Oskar. No, nikar ne jokaj, fant moj, nikar ne jokaj. Morda je res tako, kakor praviš. Morda je prav tako, kakor hočeš. Kaj, ko bi šla kar na pot? No, ne, to pa ne. Najprej moraš v hišo in njima povedati, da si se premislil. Ali res moram? Ali ne bi morda ti? Ne, fant moj, ne, to moraš napraviti sam. Fantiču ni bilo lahko oditi k dobrim ljudem in jim povedati, da jih noče imeti za starše. Toda v tem trenutku je bil pripravljen storiti vse, samo da bi smel oditi z Oskarjem. Ona dva si pač lahko izbereta drugega fantiča, saj jih je v sirotišnici toliko, ki bi želeli take starše. No, recimo Gunnar, ta bi bil najboljši deček, kar si ga le moreta želeti. Razložil jima je to, in ko se je smel posloviti in steči za Oskarjem, je bil najsrečnejši deček na vsem širnem svetu. Verjamem, da ti mora biti kar prijetno, ko si se rešil kmetije s konji in kravami in vso njeno ropotijo. Ko sem pa rajši vstal pri tebi, Oskar. Veš kaj, moram ti nekaj zaupati. Tudi jaz sem rad s teboj. Ali veš, kaj mi je pravkar prišlo na misel? Lahko si mislim, da je gotovo nekaj bistrega in pametnega. Tole sem ugotovil. Kadar je človek potepuh, te daje njegovo vse, kar vidi. Tako je. V tem primeru res nisi slabo zamenjal. Vse je najno, poglej, breze, pašniki, ceste in rožice, vse. Hiše pa niso najne. Ja, res je, hiše pa res niso najne. Ampak eno izmed njih bi vendarle morala imeti, ne? Ja, hišica, da bi v njej preživela zimo. Kaj pa zimo? Mislim, da se morava odločiti za eno izmed njih.
kaj ko bi se odločila kar za tole, a? Kaj praviš? Tole sivo hišico? Ja, prav tole. Ali ti ni všeč, a? Poglej, ob jezeru stoji in jabljene raste okrog hiše. Oskar, ti si šaljivec. Ali bova zapela tu? Ženska, ki obješa perilo, ni videti pri volji za poslušanje. Ne. Tej pa res ne bova veliko prepevala. Boš videl. Martina! Tako. Si prišel. Koga si pa pripeljal s sabo? Koga? Saj veš, da sem se potepal po cestah. No in tam sem ga našel. Poglej ga, kako je majhen, a? Skoraj ga ne opaziš. Erasm mu je ime. Martina moja, kako si se kaj imela ta čas, ko me ni bilo? Še vprašaš? Malo je manjkalo, da se mi ni zmešalo. Važno je samo to, da se ti lahko potepaš po cestah. Ali si torej zelo huda name, Martina? Kako pa kdo sem? Tako sem jezna, da bi ti najrajši kakšno pripeljala. Vendar sem vesela, da si se vrnil. No, vidiš. Vidim. Torej, potepal si se in kar mimogrede snel fantiča. Ja, šegavega fantiča. Zamisli si, da hoče potepuha za očeta. Rajši hoče mene, kakor bogatega Nilsona. A? Kaj praviš na to? Če hoče tebe za očeta, potem ni ravno pri pravi pameti. Ja, vidiš, sej tako sem mu tudi jaz rekel. Toda, če bi dobil tebe za mater, bi ne imela posebnega opravka z njim. Malce nepričakovano mi prijeta s tem. Toda tvoje neumnosti so vse nepričakovane. A fantič nima staršev, a? Ne, nobenih. Razen tebe in mene. Res hočeš ostati pri nas Erasm? O ja, če vam je všeč fant z gladkimi lasmi. Praviš, če mi je všeč tak z gladkimi lasmi? Ker potolaži se. Kodrastih fantov sploh ne maram, se vidiš, da so moje lasje koprenasti. En kodrov lasec je pa dovolj pri hiši. No. Veš, Erasm, midva hočeva fantiča z gladkimi lasmi. Tako sva vedno govorila, Martina in jaz, veš? Toda, preden se odločiš, Erasm, moraš vedeti, da Oskar lepega dne kar izgine. Zjutraj pa dobim listek, ko se zbudim. Spet sem odšel na potep. No, kaj praviš pa na to, Erasm? Le nadaljuj, morda boš še kaj povedal. Bom. Moral boš začeti delati. Jaz se ne morem sama ubadati vsem. No, bom, Martina, sej bom. Samo Erasmu moram prej pokazati naše bogatstvo. Erasm, poglej, ali si že videl to mjavko? Joj, mucka! Mucica je. Ali bo lahko moja? Vedno sem si želel tako mucko. Kaj pa, kar je grej za z njo. Pomislite, v sirotišnici nismo smeli imeti nobenih živali, razen uši. Uši pa v tej hiši ne bomo imeli. Zdi se mi, da sta umazana kakor pujska. Zato kar iz hiše. Najbolje bo, da skočita v jezero in se pošteno vkopljeta. No pa pojdiva, je rekel tisti, ki je vodil medveda. Erasm je poskočil. To je bil čudovit dan. Kakšna sreča za malega fantiča. Imel je jezero in mucko in očeta in mater. In siva hišica je bila njegova domačija. Svojo umazano ročico je nežno pobožal hišico, ki je postala njegov dom. In tako je končana zgodba o malem dečku Erasmu, ki je nekoč z mnogimi drugimi večjimi in manjšimi otroki živel v sirotišnici in ki jih je vse skupaj vezala ena sama velika želja, da bo lepega dne prišel nekdo in jih vzel za svoje. Kajti imeti svoj dom, imeti svoje starše je za vsakega otroka največja sreča na svetu.